Na prostoru pred kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici je danes potekala osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v občini Slovenska Bistrica. Govornica na žalni slovesnosti je bila magistrica Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim ob tem spominskem obeležju ter tako izrazim globoko spoštovanje žrtvam povojnih pobojev, ki so se zgodili v teh krajih kmalu po drugi svetovni vojni. V dnevih, ko se spominjamo svojih pokojnih, je prav, da se spomnimo tudi na vse vojne in civilne žrtve množičnih povojnih pobojev. V času po drugi svetovni vojni je takraten politični režim izvajal razne oblike političnih pritiskov, ki so jih izvajali nosilci oblasti preko svojih represivnih aparatov, vojske, policije, sodstva ter varnostno-obveščevalne službe. Pritiski so se vršili zoper tuje državljane in tudi zoper notranje politične nasprotnike, ki so zaradi različnih dejstev postali grožnja nosilcem oblasti. Država je to predstavljala kot ohranjanje javne varnosti, reda in miru ter ščitenje lastnega družbeno-političnega sistema. Očitno oblastniška samovolja je takratne vladajoče politične elite je s preganjanjem dejanskih ali, kar je še pomembneje, potencialnih političnih nasprotnikov s sodnimi postopki ali brez izvajala hude kršitve osnovnih človekovih in državljanskih pravic, aretacije, izvensodna kaznovanja, usmrtitve, zlorabe nadzora nad ljudmi, kakor tudi prirejene politične sodne procese. Bil je torej čas, ko se je o življenju in smrti odločalo na osnovi sovraštva, maščevalnosti, laži in ideološke zaslepljenosti. Nam, Slovenkam in Slovencem, je kot majhnemu narodu druga svetovna vojna zapustila zelo težko breme. Povojno nasilje je bilo na slovenskem Štajerskem usmerjeno predvsem na civilno prebivalstvo. Oblasti niso preganjale le prebivalstva nemške narodnosti, temveč tudi Slovence, ki so bili premožnejši ali so bili priznani kot politični nasprotniki. Decembra 1945 in januarja 1946 so jugoslovanski partizani v protizračno zaklonišče tukajšnje tovarne Impol zaprli več kot 7000 slovenskih in hrvaških civilistov, nato pa vhod zaklonišča minirali. Med žrtvami je bilo tudi veliko žensk in otrok. Kasnejši postopki odkopavanja in sežiganja trupel leta 1948 so bili še grozovitejši. Ta zločin, genocid slovenskega naroda, velja za enega najhujših partizansko-komunističnih zločinov po drugi svetovni vojni in je znan tudi kot slovenski Auschwitz. Neizprosno bolečino te krutosti nad človeštvom pa je nato stopnjevalo še dolgoletno zanikanje zakopanih in več kot očitno zavrženih človeških življenj. Napredek človeštva lahko dosežemo predvsem z minimizirano navzočnostjo prizadejati zlo in v povečani sposobnosti soočanja z resnico v sebi. Največ, kar lahko danes storimo za zamolčane žrtve povojnih morij, je torej spoznanje, kam nas lahko privedejo manipulacije, zaničevanje, hujskanje, zaslepljenost in strah. Ne pustimo si jemati dragocenega časa za nesoglasja, ki nam preprečujejo, da bi navzven nastopili kot en narod. Zato se v čast žrtvam in v želji po boljši prihodnosti zavežimo k ohranjanju miru, pravne države in enakosti za vse državljanke in državljane. Naj nas ta spominski trenutek opominja, da nas preteklost uči, kako naj gradimo prihodnost, v kateri ni prostora za nasilje in kršenje človekovih pravic. Živi smo tisti, ki moramo premostiti vse razlike in ustvariti pozitivno okolje, da bomo lahko skupaj zaživeli bolj človeka vredno življenje. Venec, ki ga polagamo, pa naj simbolizira našo odločenost pri strmenju k omenjenim vrednotam. Vsak od nas predstavlja mozaik v naši družbi. Bodimo strpni,
Bodimo tolerantni in bodimo tovariški drug do drugega. Prijatelji. Naj spoštljiva komunikacija odpira vrata do sočloveka in naj razumevanje drugačnosti botruje boljšemu jutri. V imenu Republike Slovenije kostnici na pokopališču Venec položila Urška Klakočar Zupančič. V imenu občine Slovenska Bistrica pa je kostnici na pokopališču Venec položil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica z delegacijo. Predtem je pri rovu A na Zgornji Bistrici Venec v imenu Republike Slovenije položila magistrica Karmen Furman, poslanka Državnega zbora. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar je z delegacijo venca položil tudi k spomeniku na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici in pri rovih na Zgornji Bistrici.